premislimo o evangelijskem odlomku prihodnje 5. postne nedelje. Evangeljski odlomek nam prinaša prizor Jezusa, pred katerega množica, ki vodijo farizeji, pripelje prešuštnico, ujeto med dejanjem. Od Jezusa pričakujejo sodbo in kot evangelist Janez takoj poudari, vse to je pravzaprav pripravljeno za to, da bi Jezusa skušali, da bi Jezusa ujeli na taki besedi, zaradi katere ga končno lahko obsodijo. Prejšnjo nedeljo smo razmišljali o odlomku o izgubljenem sinu in o usmiljenem očetu. In med prejšnjim in med prihodnim evangelijem je sicer precej razlik, je pa tudi precej usporednic. Pa vas povabim danes, da se najprej ustavimo ob teh usporednicah in skušamo videti, kaj nam sporočajo. Še enkrat več se torej Jezus tudi v tem prizoru trudi, da bi razložil skrivnost Božjega usmiljenja. In tako kot v prejšnjem evangeliju, tudi tukaj vidimo ta Jezusov poskus, sproži konflikt med tistimi, ki mislijo, da poznajo postavo, da poznajo zakone, da poznajo predpise in da preko tega poznajo voljo Boga na eni strani in na drugi strani med tistim, ki je to postavo dal, med zakonodajalcem samim, med Božjo besedo, med Jezusom. Pride do spora. In v prizoru spet imamo na eni strani grešnika, oziroma tukaj imamo grešnico, ki je torej vredna obsodbe, je popolnoma očitno. Če je mogoče v prejšnjem evangeliju se spomnite, oče in starejši brat pravzaprav ne veste morda čisto točno, kaj vse je mlajši sin počel medtem, ko je bil z doma. Morda niste imeli čisto vseh podatkov glede tega, je tukaj popolnoma jasno. Ženo so prijeli, so zasačili med prešuštvom in nima smisla zanikati karkoli, ker pač so dobili sredi dejanja, so dobili, kot se reče, z rokami v marmeladi. Njen greh je popolnoma očiten. Potem imamo spet avtoriteto. Tako kot je bil prejšnji teden oče, od avtoriteto, od katere se pričakuje, da bo na nek način delovala pravično. Ne se pričakuje pravičnost, ki bo v skladu z zakoni izpostavila. In tukaj nimamo več samo očeta iz zgodbe, tukaj je zdaj Jezus sam, od katerega se pričakuje sodbo. In tako kot oče v zgodbi, tudi Jezus v tem evangeliju namesto neke trde pravičnosti po črki pokaže usmiljenje, ubere en drug obraz, eno drugo pot, pokaže en drugačen obraz. In spet imamo starejšega brata, ki ga tukaj nadomestijo farizeji, ki pelje eno trdo linijo razlagane postave, pravzaprav brez razlage. Kdor je kriv, pač naj plača. To so podobnosti. In se mi zdi pa pomembno, da se mogoče ustavimo ob dveh poudarkih, ki morda iz današnjega odlomka še bolj jasno izhajata kot morda iz prejšnjega. Ta konflikt med starejšim bratom, med starejšim sinom in očetom, ki je bil v prejšnjem odlomku samo nakazan, pride tukaj do vrhunca. Za prestopek je predvidena smrt, tako pravi postava. In to postavo je dal zakonodajalec. Tako rečemo, za prešuštvo, kazen je smrt, to se ve, in tako pravi zakonodajalec. In tisti, ki se imajo, pa mogoče tudi lahko rečem v prvi osebi, mogoče gre tudi imamo, za razlagalce postave, za razlagalce zakonov, tisti potem to ponavljamo. Ampak ponavljamo velikokrat ne, da bi razumeli, ne da bi vstopili v Božjo logiko, ne da bi vstopili v duha te postave. Zato smo v trenutku, ko se izkaže, da morda zakonodajalec, ki ima edini to pravico, da svoje mnenje tudi spremeni,
da svojo postavo tudi spremeni, jo zamenja, mi smo v takem primeru izgubljeni, ne razumemo. Še vedno se držimo logike, če pravi postava, da nekdo mora umreti, potem nekdo mora umreti. In če ne tisti, ki je kriv, potem mora umreti tisti, ki ga je oprostil, tisti, ki se ga je usmilil. Pa če tudi je to zdaj v tem primeru zakonodajalec sam, če tudi je to Jezus sam. Pa se človek lahko vpraša, kdo tukaj v resnici potem hoče smrt? Je še vedno Bog tisti, ki hoče smrt, ali je to človek? Jezus se usmili grešnika in mu oprosti. In ravno zaradi tega je Jezus sam obsojen strani tistega, ki si pridržuje to pravico, da razlaga zakonodajo postavo. In njegovo odpuščanje, njegovo usmiljenje do grešnika, do grešnice v tem primeru, ga stane zelo, zelo drago. Bo umorjen, on, ki je dolžen, zato, da bi rešil smrti tistega, ki je pravzaprav nepravičen, tistega, ki je v resnici kriv. In se lahko vprašamo, kdo, tako kot vpraša tudi Jezus, kdo med nami v resnici je brez krivde. Tudi med tistimi, ki se imajo, pa se imamo za pravični. Prvi podarek, drugi podarek, ki se mi zdi pomemben. Običajno mislimo, da nam Bog lahko oprosti, se nas usmili, zato ker smo mi se spokorili, ker smo naredili pokoro. V resnici pa je tako, da pravzaprav ljudje sploh moramo narediti pokoro, zato ker se nas je Bog usmilil. Vzrok in posledica sta v resnici zamenjana. Zato ker nam Bog vedno in povsod in kakorkoli odpušča, zato imamo mi pravzaprav sploh to možnost, da se spokorimo, da naredimo pokoro. Tudi ni tako, da se Bog ozre na nas, zato ker mi kličemo k njemu, ker se mi oziramo na njega. Ampak mi lahko gledamo in prepoznavamo in se obračamo Bogu, zato ker on ves čas gleda na nas. Tako kot oče pretekli teden v zgodbi pravi, da ko je bil še sin zelo daleč, najši sin, ki se vrača, ga je oče želil in mu stekel. Se pravi, oče pravzaprav ves čas preiskuje, če želite, njegov pogled preiskuje obzorje in čaka, a se bo danes morda sin vrnil. In ravno zato, ker Bog ves čas gleda na nas, gleda k nam, želi biti z nami, ravno zato se lahko tudi mi obračamo k njemu. Jezusov križ, ki se zdaj tako že kaže na obzorju, je tista pokora, ki jo Bog dela za nas, zato, ker nas ljubi. In Božja sodba je križ. To je edina sodba, ki jo Bog naredi nad ljudmi. To, da pošlje svojega sina na križ, zato, da bi bili mi rešeni vsakršne krivde, da bi bili mi očiščeni, da bi bili mi opravičeni. Pa se mogoče tako v teh dveh podarkih lahko zaračujemo v tem tednu, ki je pred nami, da bi postni čas čim bolje izkoristili, da bi razumeli, da bi čim bolje vstopili v prvo